Petra Jovančič, direktorica Združenja Menedžer, bo gostja v oddaji Moja družina. Petra, kjer nasvet bi dali mladim, da bi imeli uspešno življenje? Za uspešno poslovno pot vsekakor priporočam, da si upajo. Mi smo bili še neka taka mal prestrašena generacija, ki še nismo vedeli, kakšen je ta svet okrog nas. In vedno mlade spodbudim, upati je treba, poskusiti marsikaj in potem tudi vztrajati, ko pride do kakšnih težavnih situacij, ker je pravzaprav vse mogoče. Če se pa včasih zalom, si obrišeš tisti prah nezadovoljstva z ramen in greš dalje. Tako da. Hvala. Vabljeni, da se ogledate oddajo Moja družina s Petro Jovančič. Okay. A je bilo v redu? Ali? Ja, to je to. Dragi gledalci, drage gledalke, dobrodošli v današnji oddaji Moja družina, kjer vsak teden vstopamo v domove izjemnih ljudi, spoznavamo njihove vrednote, izzive in nepozabne trenutke, ki jih oblikujejo v to, kar so danes. Z nami je danes izjemna ženska, ki s svojo vztrajnostjo, energijo in inovativnim pristopom pušča velik pečat tako v poslovnem svetu, kot na področju zdravja in tehnologije. Petra Jovančič, ki jo danes gostimo, je direktorica Združenja Menedžer, kjer skupaj z ekipo ustvarja strategije za povečanje konkurenčnosti slovenskega gospodarstva in skrbi za razvoj voditeljstva v Sloveniji. S svojim delom si prizadeva za boljše pogoje v poslovnem okolju in se aktivno zavzema za povezovanje gospodarstva, inovacij ter ustvarjanje priložnosti za prihodnost. Pozdravljena Petra, dobrodošla v studiu. Hvala, Peter, lepo pozdravljen in hvala za povabilo in pa predvsem ta res veličasten uvod. No, hvala za vse komplimente. Ja, sama si to vse dosegla. Petra poleg svojih številnih poklicnih vlog uspešno usklajuje tudi družinsko življenje. Kot mati in vodja se sooča z izzivi, ki jih prinaša hiter tempo življenja, vendar vedno poudarja pomen ravnotežja med kariero in družino. Njena osebna zgodba je navdihujoča in polna vpogledov, kako združiti poslovni uspeh, družinske vrednote in osebno zadovoljstvo. V današnjem pogovoru se bomo z našo gostjo pogovarjali oziroma raziskali, kako uspeva povezovati vse te svetove, kaj jo motivira, kaj jo navdihuje, ter kakšni so njeni pogledi na prihodnost gospodarstva, podjetništva in družine. Hvala, ker ste z nami v oddaji Moja družina in pripravljeni smo na začetek nove zgodbe, ki je lahko tudi vaša. Petra, iz kakšne družine prihajate? Majčkeno, da vas spoznamo. Iz čist preproste družine, delavske družine, skromne družine, 5-članske, imam še 2 mlajša brata. Živeli smo na obrobju Domžal, tako da smo zelo kmalu potem tudi spoznali to obrtniško-podjetniško naravnanost našega okolja. Tudi oče je kasneje iz tovarne zamenjal kariero za zasebno podjetje, za trgovino, kjer je potem s tem dihala in živela cela družina, predvsem sicer moja 2 brata, no, ker je bila taka branža. Skratka, jaz bi rekla, iz nekega tistega povprečja v 70-ih, 80-ih letih. No, tako da neko tako zdravo, skromno otroštvo, ki je dalo dobre podlage za to, da mi je danes delo ena temeljnih vrednot in moram reči, da ko se zdaj ozrem nazaj, da sem lahko za taka izhodišča pravzaprav zelo hvaležna. S čim pa se je mama ukvarjala? Mama je dolga leta delovala v časopisnem podjetju na področju prodaje na različnih funkcijah in je potem v karieri napredovala do direktorja prodaje. Nikoli pa ni želela prevzeti te vodilne funkcije. No, tako da sta bila pa oba z očetom taka, da sta v tistem času, ko je bilo vseeno življenje precej skromno, ne bom rekla revščina, ampak skromno, no, se vsi poznamo tista leta, sta tudi v prostem času si našla še dodatno delo, no, tako da sem bila ves čas vzgajena pravzaprav v tem, da če veliko delaš, potem s časoma tudi nekaj ustvariš, imaš nekaj od tega.
Tako da sem res rasla s tem, da sta učenje, torej uči se v šoli in delo, da sta neki taki temeljni vrednoti. Tako da komunikativnost pa, bom rekel, delovnost imaš gotovo po njih, ne? Ja, delovnost so mi privzgojili zelo močno, predvsem mama. Kar se pa tiče komunikativnosti, je pa zabavno, no, tudi ko so me testirali za združeni menedžer in še kdaj prej v kakšni drugi službi, sem pa je po naravi precej introvertirana, tako da sem se očitno z leti malo naučila iti čez sebe in znati tudi kaj povedati pred kamero. Če bi mogoče še kakšno vrednoto izpostavila oziroma spoznanje, ki ste jih prejeli kot popotnico skozi življenje s strani vaših staršev oziroma bratov? Ja, predvsem tako, kot sem rekla, delo, učenje, da nekam v življenju prideš, seveda tudi vztrajnost, da ne obupaš pri vsaki težavi, ki se prej pojavi, tako kot je bilo že tudi uvodoma rečeno, ja, vztrajnost je kar ena moja taka je močna lastnost. Sicer pa neko spoštovanje, poštenost, zelo veliko mi pomeni integriteta, sploh po toliko kilometrine v različnih pač službah, karieri, se vedno vprašam, kaj je tisto, kar me je pravzaprav pripeljalo sem, se pravi neka taka prava poštena pot, nek balans in jaz zelo prisegam tudi na nek zdrav razum. Nimam nekih prevelikih pričakovanj, ne od življenja, ne od premoženja, vedno si rečem na več kot 2 poslah naenkrat, tudi ne morem spati, tako da neka zdrava mera vsega me je ves čas vodila, tako da velikokrat tudi rečem, da sem pravzaprav precej dolgočasen človek, nimam nekih velikih nihanj in turbulenc. Tako da najbolj, da gre tako konstantno. Ja, tako dosti stabilno življenje. V Sloveniji je znotraj družine po nekih raziskavah sta 2 največji tabu temi. Ena je spolnost, drugo so finance. A se mogoče spomnite v vaši družini, a ste se pogovarjali o denarju, ali so starši to med sabo komunicirali, kako so vas učili o denarju, mogoče kakšen spomin? Ja, to so bili predvsem takrat zelo drugi časi, Mi oziroma naši starši so še se morali precej bolj boriti. Jaz se spomnim, moja 2 starša sta praktično sama gradila hišo in to pomeni fizično, graditi s prijatelji, Tako da ja, zelo sta se borila, se trudila, kot sem omenila, sta imela tudi še v prostem času dodatno delo, zato ker sta želela s časoma nam vsem omogočiti boljše življenje. Potem je oče v 90-ih tudi odprl svoje podjetje, kjer mu je mami zelo veliko pomagala poleg svoje redne službe, Tako da na nek način je ves čas ta občutek, da je treba poskrbeti tudi za neko finančno varnost, ves čas prisoten. Ni bila pa to neka glavna tema pogovora, ampak s časoma smo potem tudi otroci občutili, kako nam gre življenje res na boljše. In jaz sem uživo potem občutila to, ja, delaš, se trudiš, pa se malo nabere, tista tipična zrno do zrna pogača, kamen na kamen palača. Tako da brez nič ni nič, to še danes verjamem. Tako da zdaj, če pa pogledam na današnjo situacijo, mi je pa zanimivo, imam 13-letnega sina in mi je rekel pred kakšnim letom, mami, veš kaj pa jaz pogrešam v šoli? Saj se veliko stvari naučimo koristnih, pa bolj pa manj koristnih, se vemo, kakšni so najstniki, ampak mene res skrbi, kako si bom jaz enkrat hišo zgradil, kje se dobi denar za to, kako bom jaz si to lahko privoščil, tak standard življenja in tako naprej. Tako da želim samo skozi to pač konkretno anekdoto povedati, da mogoče majčkeno v naši družbi vseeno manjka tega finančnega opismenjevanja, ki bi ga rabili v vseh segmentih družbe. Pa ne zdaj do otroke tudi gremo že prezgodaj preveč obremenjevati z denarjem, daleč od tega. Ampak samo toliko, da se gradi neka zavest, kako dolgoročno poskrbeti za neko stabilnost, varnost, pa če govoriva po eni strani o gradnji doma ali pa o zdravstveni varnosti. Tle je zelo veliko aspektov. Na vseh področjih v bistvu je varnost pomembna, Ja. Zanima me v bistvu tudi, se pravi, denar, Kdaj ste zaslužili svoj prvi evro, se spomnite? Ja. Ne vem, če bom čisto prav umestila, bilo je nekje v srednji šoli, nisem še imela kavbojk,
Zelo sem si jih pa želela kupiti in sem šla za točno toliko časa kelnariti v lokalni bar, da sem dobila denar za te kavbojke. Bravo. Ja, tako da, kar je danes v bistvu nepredstavljivo, ker otroci imajo kavbojko, kolikor si želijo, ampak to so bili vseeno malo drugačni časi. Ne? Ampak res je zanimivo, no, veliko uspešnih ljudi oziroma tudi gostov, ki sem jih imel tukaj v oddaji, je relativno hitro začelo si služiti ali pa delati, se pravi ne za, bom rekel, polni delovni čas, ampak vsi se spomnimo, kdaj smo prvi dinar, evro zaslužili in zakaj smo ga namenili. Ne? Tako da verjetno je tudi v šolskem izobraževanju ta izkušnja zelo pomembna, kdaj dobi otrok pravno formalno možnost zaslužiti tudi kakšen evro. Ne? Ja, zanimivo, ker tukaj so zdaj kar določene omejitve in moja dva otroka, zdaj hči je prvi letnik srednje šole, je letos med počitnicami prvič delala, se preizkusila v praksi. Ona je to komaj čakala in tudi sin, ki je 3 leta mlajši, on tudi komaj čaka. No? Jaz mislim, da so to pomembne izkušnje in da se tudi kot mlad preizkušaš na več področjih, ali bodi si, ne vem, zlaganje škatelj nekje, ali urejanje papirja, vse ni pomembno. A ne? Jaz se večkrat rada spomnim, kako je moj brat mislim, da je bil 7. razred osnovne šole. Mam je delala v časopisnem podjetju in je na vsak način hotel zjutraj raznašati časopis, da bi zaslužil svoj denar. In mami mu je nekaj časa nasprotovala, ker je bil vseeno še majhen pa otrok pa tako naprej, ampak je s to svojo vztrajnostjo in trmo prišel do tega, da je to začel početi, kar je bilo potem res naporno. To je vsako jutro moral vstajati, ne vem, če se prav spomnim, okrog 4:30, no, in raznositi tiste časopise po vasi. Ampak prav občudujem to, no, da se je to odločil, pol je celo prišlo do tega, da sem ga parkrat jaz nadomeščala, ko je on zbolel, a ne. Joj, to je res naporno, no. Tako da, ja, si ne predstavljam, da bi se na ta način v današnjih časih začelo, ja. Super, čas zelo hitro teče, tako da sva prvi del oddaje že oddelala, ne. Lepo. Dragi gledalci, drage gledalke, predlagam, da gremo na par minutno pavzo in potem se vrnemo nazaj z našo gostjo. Dobrodošli nazaj v oddaji Moja družina. Danes je z nami prav posebna gostja, Petra Juvančič, direktorica Združenja Menedžer. Formalna izobrazba nasproti neformalne izobrazbe. Kaj je pomembnejše? Vse, kar ti življenje ponudi. To pomeni oboje. Ja, eno je formalna izobrazba, seveda, to je neka podlaga. Zanimivo, lani sem imela 2-krat predavanje na ekonomski fakulteti, diplomantom fakultete in pa magistrom fakultete. In prvi stavek, ki sem jim ga povedala, da jaz prihajam pa iz sosednje, se pravi fakultete za družbene vede. Delam pa že v praktično celo kariero potem v poslu. Na začetku kariere sem bila nekaj let v novinarstvu, ampak potem sem hitro zaplula v poslovne vode. Ja, ves čas se moraš biti pripravljen učiti. Jaz sem to priložnost imela, zelo sem hvaležna tudi prejšnjemu delodajalcu, ki mi je omogočil številne treninge, izobraževanja v tujini. In predvsem sem se vse življenje učila tudi zelo veliko zgodb uspešnih ljudi, prebrala nešteto biografij, na voljo je veliko literature, dan današnji tudi videoposnetkov. Skratka, na nek način moraš, jaz temu rečem in to poskušam tudi otrokom vzgojiti, po svetu hoditi z odprtimi očmi. Ves čas spremljati, kaj ti nudi in ja, poleg formalnega zagotovo neformalno izobraževanje in z dnem, ko zaključimo fakulteto, se nikakor ne nehamo učiti. In to se danes tudi vidi v menedžmentu, pri voditeljstvu. Kdor danes vodi podjetje na način, kot se je to mogoče počelo 20-30 let nazaj, ima zagotovo danes težave, vemo tudi, kakšna je kadrovska situacija in kakšna so pričakovanja danes mladih, a ne, in ostati na tistih lovorikah nekih nekdanjih časov, dan današnji potem tudi poslovnega rezultata ne prinese. Se je treba ves čas prilagajati svetu, ki se spreminja. To ravno, ki ste omenili problem kadrovske situacije v podjetjih. Se pravi, a podjetja zdaj res še iščejo samo izobražene kadre ali res dajo, rečemo, tudi poudarek praksi, izkušnjam, ki si jih dejansko dosegel? Ali pa kontra vprašanje, če ti nimaš šole, pa si res dober na enem področju, a bo podjetje to videlo in reklo, ok, nič hudega, če nimate šole?
Ja, situacija trenutno je taka, če pogledamo čisto surove številke, trenutno se upokojuje baby boom generacija. Takrat se je rodil preko 30 tisoč ljudi na leto. Na trg slovenski, če pogledamo pač našo državo, prihajajo generacije, ki je bilo 20 tisoč približno rojenih. Že tukaj je velika razlika. Dogaja se, da gre tudi kdo v tujino, danes delujemo v globalnem svetu, tudi iz Ljubljane lahko delujemo za tujega delodajalca. Skratka, ta igra se je precej spremenila. Seveda je znanje vrednota, ampak je pa manjko kadrov, ne samo v Sloveniji, tudi cel razviti zahodni svet je v zelo podobni tej demografski situaciji. Tako da so tudi na koncu kompromisi. Če je nekdo res dober, išče se pa vse od proizvodnih delavcev dan današnji do zelo izobraženih razvojnih kadrov, izvršnikov in tako naprej, ker enostavno želimo tudi slediti nekemu razvoju, razvijati podjetja naprej in je zelo taka negotova situacija, v kateri dan današnji moram reči, da precej delojemalci vodijo igro, kar je velika sprememba glede na leta izkušenj, ki jih imamo. Ko so delodajalci. Tako. Tako da so se razmere spremenile in jaz temu rečem, Simon Sinek, veliki guru leadershipa, je napisal knjigo Neskončna igra. Ja, to je vse skupaj neskončna igra. Ne moreš kot vodja znati začutiti temperaturo pa pretegniti tisto, kar ti bo na koncu v ekipi prineslo. Ne se moraš pa prilagajati. Tako, prilagajati, ja. Danes ste, lahko rečem, uspešna poslovna ženska, ki vodi, bom rekel, največje, če se ne motim, združenje v gospodarstvu. A ko ste bili še kot študentka, ste si predstavljali, da boste nekoč to? Ne. Ne? Ne, tudi nikoli si nisem delala nekih dolgoročnih planov za naprej. Pot me je relativno spontano do sem pripeljala in to me zelo rada, ker ne vem, če poznate, John Lennon je rekel, življenje je tisto, kar se ti zgodi med tem, ko načrtuješ ostale stvari. Skratka, vedno sem bila malo ambiciozna, zagnana, rada delam, rada uživam v tem, kar počnem. Tako da, ko je prišla ta priložnost, jaz se vedno doma tudi v družini pogovorim, so si rekli, ja, to pa je zate, ker prej tudi kakšna zadeva ni bila, čisto iskreno. Tako da, ja, predvsej po naravni poti sem se tukaj znašla, in moram reči, da je to pravzaprav Petra Juvančič na tej funkciji, pa tudi, če bi bila kjerkoli drugje na približno enak način funkcioniram. Pri teh letih sem to jaz. Bravo. A je bil kdo v družini, prej ste omenili, da vprašate družino, oziroma še kje drugje v okolici, ki je imel velik vpliv na vašo poslovno kariero? Bi rekla, da ja, v prvi službi, v kateri sem se znašla, sem imela zelo, zelo, zelo zahtevnega šefa, eno obdobje in to je obdobje, ki se ga zdaj za nazaj z velikim veseljem spominjam, ker dobiš zelo trdo kožo. Takrat se verjetno nisi bila tako, ne? Ja. So bili res drugi časi, Pa moram reči, mi smo s celo ekipo od takrat prijatelji. Jaz iz vsake prejšnje službe, ki imam odlične odnose, povsod sem šla lepo in se še danes srečujemo, večina jih je tudi mojih članov na združenju menedžera. Skratka, pa kar je bilo še zelo pomembno, tista ekipa, ki smo takrat v prvi službi skupaj delovali, smo res rastli in razvijali se skupaj. In še danes rečem, da sem enemu od tistih kolegov hvaležna, ker sem se ogromno od njega naučila v zdravstvu. Potem recimo eno obdobje sem v tisti službi delovala tudi, je bil recimo moj šef en kratek čas, France Arhar, ki me je naučil en kup stvari o financah, pa o vodenju in tako naprej. Skratka, vedno sem imela priložnost delati z res krasnimi ljudmi, jaz sem v tem uživala. In to, če je bilo včasih kaj naporno, pa ko sem omenila zahtevnega šefa, na konci rečeš, ja, utrdil te je, super je bilo, nove izkušnje dobiš. Ja, nove izkušnje dobiš, se utrdiš in tudi moram reči, mi smo super delali skupaj. Čeprav je bilo včasih naporno, ampak vse stvari niso lahke v življenju. Hvala Bogu. In ravno te stvari, ki niso lahke, pa narediš nek preskok in dosežek, se bolj spominjaš na njih in bolj si ponosen na te dosežke. To je tako kot učitelji v srednji šoli ali pa na fakulteti. Koga se spomnimo? Najbolj zahtevnih, ampak smo jim tudi najbolj hvaležni. Prfaks matematike. Ja, predvsem je tudi angleščina, recimo, ampak ja, smo pa znali kot pesem. Katere ključne izkušnje v vaši karieri so vas najbolj oblikovale kot gospodarstvenico?
bi rekla? Mogoče? Pa jaz bi rekla, da cela ta pot, o kateri govoriva, vse od te družinske izkušnje, ker sem ves čas spremljala delo kot pomembno vrednoto, iz katere potem tudi nekaj ustvariš, do tega, da sem bila vedno v službah, kjer smo imeli neke svoje izzive. Delovala sem dolga leta na področju zdravstva, dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, ki je bilo vedno malo v obravnavi, kako pravzaprav spremeniti sistem financiranja zdravstva. In v vseh teh situacijah se človek raste, uči, hkrati imam moža, ki ima svoje podjetje, hkrati živim v okolju, kjer imajo večina prijateljev svoje podjetja. In to je pravzaprav moj način življenja. V bistvu imate dosti preslikano, kakor vaši starši, imate tudi vi za vaše možev, ne? Tudi, ja. Oče je imel podjetje, ne? Mama je pomagala. S tem, da meni mož ne pusti pomagati. On pravi, da je to njegovo podjetje, kjer on skrbi za zadeve in ima tudi prav, tako da se imam jaz dovolj svojih skrbi. Prej ste omenili zdravje, ne? Se pravi, a si lahko zdrav in bogat? Kaj je sploh bogatstvo? No, saj. Kaj je sploh bogatstvo? Ne vem, lahko se pogovarjamo na koncu, da ne vem, imamo situacijo. Družina je lahko bogatstvo, ne? Tako, ja. Prosti čas. Jaz bi predvsem rekla, da zdravje ni vse, ampak brez zdravja je vse nič. Aha, okay. Se pravi, da imaš lahko vse bogatstvo na svetu, ampak če nimaš zdravja, pa v končni fazi potem tudi nekih prijateljev, družine, da v tem uživaš. En rek, se pravi, zdrav ima neskončna želja, bolan samo eno. Točno to. Jaz recimo, dokler sem delala v zdravstvenem zavarovanju, sem videla zelo veliko hitrih sprememb v življenju, ki jih prinese zdravje oziroma bolje rečeno bolezen. No. Tako da si ne delam nekih utvar, da bomo kar večno mladi, zdravi, uspešni, vedno se ti lahko kaj spremeni. Lepo pa je, da se tega majčkeno zavedaš, da se ne počutiš tudi sam sebi preveč pomembnega, ker stvari se relativno hitro lahko spremenijo. Sprav, da imaš življenje v ravnovesju nekaj, ne? Ja, tako kot sem rekla, neka zdrava mera vsega, no. Tako je. Ja. Super, zdaj smo prišli že do konca drugega dela. Tako da, dragi gledalci, namenjamo vam še par minut odmora in potem se vrnemo nazaj z našo gostjo. Dobrodošli nazaj v oddaji Moja družina in naša gostja Petra Juvančič, direktorica Združenja Menedžer, nam bo povedala še, kako pomembna je pa za vas vaša družina? Zelo. Tudi ko sem se odločila za to funkcijo, ki vseeno prinaša kar nekaj več obveznosti, stresa, odgovornosti in tudi izpostavljenosti, sem se seveda z možem najprej pogovorila, kako in kaj, in on je rekel tako, ja, to pa je zate. Ker že prej smo kakšno ponudbo malo pretehtali, pa smo rekli, da ni tako nujno. Jaz sem bila v čisto solidni službi, mi ne bi bilo treba delati kakšne spremembe, ampak je bilo to pomembno potem v nekem trenutku za premik naprej. Kako je pa to danes? Imamo družinski koledar, v njem vse obveznosti. Zelo sem hvaležna, da sta moja otroka relativno samostojna in tudi zelo veliko pomagata doma v gospodinjstvu, tako da se na nek način ves čas sproti usklajujemo. Kaj imamo pa danes? Kaj nas čaka ta teden? Kam gremo? Zvečer mene tudi mož velikokrat kam pelje na kakšne službene dogodke, ne? In reče, da je to zato, ker je to kvaliteten čas, ki ga preživi z ženo. Včasih se nam en teden res odvrti, tako da smo potem zelo srečni, če imamo biti priložnost soboto, nedeljo prav doma. Da nikamor ne gremo, da ni spet nekih dogodkov, tako da nam potem paše tudi tista umirjenost. Se pravi, načini sprostitve v tem tempu so? Jaz bi najprej to rekla, da sem si vedno v življenju želela in ciljala k temu, da delam tisto, v čemer vsaj približno uživam. Seveda imamo izzive, pa tako da ne gledate na uro od 8 do 4. Tako, meni ni služba neka služba, model štempljanja od ure do ure, ampak želim to upravljati kot neko poslanstvo. To je prva zadeva, ki mi je na nek način predpogoj. Je pa res, da vseeno je to nekaj stresa, hiperaktivnosti. Včasih si rečem, da sem kar na nekem divjem vrtiljaku, enkrat, ne vem, na Ptuju, drugič v Portorožu, tretjič na Bledu, politika, mediji, člani, vse živo se tukaj dogaja, ampak ja, ne vem, neskončno uživam potem, ko pridem domov, ko se postavim v kuhinjo, oba s sinom obožujeva kuhanje.
No, mož tudi, no, ampak s sinom zdaj veliko skupaj delava, zato ker ima veliko željo tudi sam, zelo dobro znati kuhati. Rada berem. Včasih sem zelo, zelo veliko tekla, zdaj, ko imam psa 4 leta in pol, se bolj sprehajamo, no. Malo se raztegnem z jogo, zelo rada, drugače berem zelo, zelo, zelo veliko, od časopisov do knjig. Kakšno knjigo bi priporočali, recimo, gledalcem? Jaz vedno pravim v teh poslovnih krogih, kjer se zelo veliko pogovarjamo o poslovnih knjigah, da Bog ne daj brati samo poslovne knjige, treba se dotakniti tudi leposlovja. Zdaj, meni je en zelo ljub avtor Khaled Hosseini, ki je napisal 2 odlični knjigi. Ena je Tek za zmajem, druga 1000 veličastnih sonc. Obe knjigi pa pravzaprav izhajata iz situacije v Afganistanu. In Tek za zmajem govori pravzaprav o 2 moških akterjih, od katerih je eden ima integriteto, zelo odgovoren, ta drugi je pa čisti oportunist in zelo lepo pokaže, kako se ta preplet skozi življenje odvija. 1000 veličastnih sonc je pa malo vloga ženske, no, v muslimanskih družbah, malo pretresljiva knjiga, ampak obe dve sta meni zelo ljubi. Zdaj, kar se pa tiče poslovnih, no, ker to pa vendarle tudi spremljam, mi tudi podeljujemo priznanje za najboljšo poslovno knjigo. Trenutno berem The Diary of a CEO, Steve Bartlett, odlična knjiga. Majčken je tudi tako hands-on, s praktičnimi nasveti, tako da imam prav namen iz te knjige si par izpiskov narediti, da so mi včasih daily reminder v poslu. Ja. Tako da. Wow, super. Ko ste prevzeli vlogo direktorice v združenju Menedžer, bi lahko rekli, da je bilo to bolj kot ne moško združenje, ali je bilo že mešano, ali je bilo v bistvu uravnoteženo? Pa če bi pogledali zdaj, vidite kakšno razliko, mogoče in v procentu menedžerk in v kakšnih drugih stvarih? Sama sem zdaj v začetku 2. mandata vodenja združenja Menedžer in ko sem prišla takrat tik pred pandemijo v letu 2020, ja, zanimivi časi. Moram reči, da sem zelo hvaležna prejšnjima direktoricama, ki sta na tem področju že zelo veliko začeli delati. Tako da postopoma smo danes združenje pripeljali do tega, da je v naši družbi preko 400 menedžerk, voditeljic, direktoric. Ni to samo zasluga tega mandata, so se prej že temelji postavljali. Mi tudi podeljujemo priznanja, posebej za tiste ženske, ki si upajo, imamo mentorske programe, a ne. Tako da je ta del močnejši. Mi je pa ravno nekdanja sodelavka, moja dobra prijateljica, napisala, da včasih je bil menedžerski kongres vse v sivem, zdaj pa vidimo na menedžerskem kongresu tudi barve. Tako da očitno v 15 letih recimo, da je pa že zelo očitna razlika. Je razlika, ne? Ja. Bom rekel, družba je zelo osredotočena na potrošništvo, ne? Mogoče imate občutek, da je preveč tega, da se premalo družimo, da tudi vrednote družine so premalo zastopane. Kje vidite družino danes, pa mogoče kje bi jo želeli videti čez 50, 20 let? A gre v pravo smer? Jaz mislim, zelo nerada moraliziram in pridigam drugim, kaj bi morali. Mislim, da pač ne vsak te zadeve ureja pri sebi. Zelo veliko je odvisno od nas samih, kaj v zvezi s tem naredimo. Zdaj, kar se tiče potrošništva, ja, vsi smo malo nagnjeni, pa potrebujemo to, pa ono, pa tretje. Zdaj, kje je tista meja, česa ne potrebujemo, a ne? To je večna dilema in po mojem je odgovor pri vsakem malo drugačen. Ne vem, v končni fazi tudi Mobi Ragle je bil že čisto soliden telefon, če malo karikiram, če se spomnim tistih časov. Sicer pa, ne vem, moj moto je nekako live and let live, živi in pusti živeti. Tudi ne bi si pripenjala ne vem kakšnih zaslug, da imam danes tako krasno družino. Včasih je tudi malo sreče, pa malo potrpljenja, pa da sam kaj investiraš v to, ampak ni pa nekega recepta, ni neke čarobne palice. Predvsem imam rada, no, da imajo ljudje svobodo pri tem, da se odločajo, kaj so, kaj želijo, kako želijo živeti. Želim si pa tako malo več sproščenosti v končni fazi v družbi. Jaz tudi, recimo, ko sem prišla v to pozicijo, ko smo se pogovarjali, jaz sem imela vedno na nek način rada, še posebej pa imam zdaj pri teh letih to rada, ja, trdo delamo, ampak treba si vzeti tudi čas za zabavo, za prijatelje, za družino, a ne. Tako da te stvari pa mislim, da so se vseeno malo spremenile zdaj v to pozitivno smer. No, včasih se mi zdi, da je bilo zelo enoznačno. Tudi sama, če pogledam nazaj, tam pri 20-30, vse smo samo delali,
Zdaj se pa že malo zabavamo, ne? Ja, mislim, zdaj je veliko več poudarka tudi na tem prostem času. No, takrat moram reči, da ga ni bilo, ali pa ga mogoče jaz nisem videla pravilno. No. Tako nekako. A bi rekli, da smo Slovenci pesimisti, realisti, optimisti? Ali pa kakšen drug izraz? Kako bi nas opisali, ne? Ja, hecno, ko so kakšne mednarodne raziskave, sem že večkrat slišala, ne samo pri eni, da je pri Slovencih lahko rezultat malo slabši zaradi te tradicionalno malo bolj pesimistične narave, a ne? Čeprav ne, no, mislim, ne bi sodila kar vse povprek, jaz po naravi sem recimo rojen optimist, ne. In vedno se mi zgodi, da, ne vem, pride problem, pride drama in na koncu ugotovim, da je to meni še večji drive, da bo na koncu res super. Tako da, ampak spet, ne moreš soditi po sebi, ne moreš nekaj posploševati. Bi bilo pa, mislim, da na državni ravni nam vsem skupaj lažje, če bi znali majčkeno bolj optimistično pogledati na stvari, se tudi majčkeno bolj zavedati, da smo vsi v končni fazi v istem čolnu, da moramo ustvarjati, če si želimo zagotavljati dolgoročne, stabilne sisteme, da moramo delati na tem, da je država ambiciozna, razvojno naravnana, hkrati pa seveda tudi, da pol to uravnotežimo pa tudi z neko sprostitvijo, ki jo pa vsak potrebuje. Ampak očitno ni prav zelo nekega recepta ali pa čarobne palce, da bi se to znalo zelo nehitro narediti, ne? Jaz verjamem, kdor hoče najde pot, kdor noče najde izgovor, ne? Tako. Povejte mi še to, verjamem, oziroma enkrat ste omenili, da želite spoznati vse vaše člane tudi osebno, ne? Koliko jih je v Združenju Menedžer? 1300. 1300. Pa bi rekel, zdaj, ne vem, a že poznate vse ali ne, vem, da zelo veliko, ampak ste ponosni na to ekipo. Ja, jaz bom tako rekla, da če vodiš člansko organizacijo, potem moraš vedeti, kaj je v tem tvojem krogu, to je skupnost. Zelo, zelo veliko teh ljudi poznam, daleč od tega, da bi poznala vse. Moram reči, da se mi tudi dogaja, ko imaš enkraten stik, a ne, včasih pozabiš ime, včasih pozabiš podjetje, včasih pozabiš, kje si že govoril s to osebo, a ne. Kar naenkrat je toliko podatkov, da ti lahko tudi kaj uide iz glave. Ampak za delovanje v taki skupnosti moraš vsaj v osnovi poznati neko tisto bistvo, pa pričakovanja in želje, če želiš to uspešno voditi. Ja, in imam še vedno ambicijo vse poznati, ne, tako da upam, da mi bo nekoč uspela. Ekipa moja, ki mi seveda pri vsem tem pomaga, se smeji, ne, ko vejo za to mojo ambicijo in tudi vejo, da sem zelo pozorna na podrobnosti, kje je kdo, pa ne vem, na kakšne objave v družbenih omrežjih, pa spremembe, tako da bomo videli, ne vem, mogoče do konca drugega mandata, izziv zame. Super. Oddaja se počasi zaključuje, nama zmanjkuje časa. Tudi jaz bi rekel hvala, da ste tudi vi zgled marsikateri ženski, da se da v bistvu in združiti družinsko življenje in poslovno življenje in kariero. Tako da hvala, da ste delili z nami tudi vaše osebne stvari, poleg poslovnih. To je bila Petra Juvančič, direktorica Združenja Menedžer. Drage gledalke, dragi gledalci, verjamem, da vam je bil ta intervju všeč, še več jih bo in vabljeni, da se nam pridružite v nadaljevanju oddaje Moja družina.